Magistro Tanjo Vilič-Klenovšek, njeni sodelavci v mreži 14 svetovalnih središč Slovenije vidijo ne le kot vodjo projekta, ampak tudi kot človeka izrednih kvalitet. Pri Tanji smo ves čas občudovali ta osebni entuziazem. Vsa središča, ker ta predlog je šel namreč v imenu vseh svetovalnih središč, čutimo njeno izjemno osebno zavzetost, osebno prizadetost in pa cenimo to njeno stalno pripravljenost za pomoč, kadarkoli nasvet, priporočilo, pisni zapis. Pravzaprav to mrežo in ta svetovalna središča nekako vodi z takim izjemno osebnim odnosom in z velikim občutkom za nas, ki delamo v mreži. Počakali smo na sredstva iz Evropskega socialnega sklada, kajti v letu 2003 je bilo že jasno, da bomo lahko tudi za svetovalno dejavnost na področju izobraževanja odraslih koristili ta vir. Tako smo v lanskem letu na razpis izbrali 5 novih izvajalskih organizacij kot nosilk razvoja in vzpostavitve 5 svetovalnih središč in z marcem ta razvoj tudi zaključili in v maju in juniju začeli tudi z uradnimi otvoritvami še teh zadnjih 5 svetovalnih središč. Ona je tista gonilna sila, ko je začela z ustanavljanjem svetovalnih središč v Sloveniji in eden izmed teh središč smo tudi tu mi na Ptuju. Do zdaj smo imeli občutek, da nekako za odrasle ni poskrbljeno, da so prepuščeni samim sebi, ampak svetovalno središče je pa tista inštitucija, v katero se bodo lahko odrasli zatekli po pomoč in jim bo pomagala najti pravo pot do njihovih ciljev. V celoten projekt razvoja svetovalnih središč je seveda bilo vključeno veliko strokovnih sodelavcev, tako iz Andragoškega centra Slovenije, kot tudi iz vseh teh organizacij, kjer se je svetovalno središče vzpostavljalo, razvijalo. Moram reči, da brez te strokovne podpore, tako mojih sodelavk, zlasti Sonje in Andreje in vseh sodelavcev v svetovalnih središčih tudi ne bi mogli tako uspešno vzpostaviti mreže. Tanjo si pravzaprav lahko srečal povsod. Ona je pravzaprav izkoristila vse priložnosti, vse možnosti, kot bi politično rekli, lobiranja, da pravzaprav ta koncept predstavi povsod. Nikoli ni šla samo z izhodišča odraslih, ampak je vse skozi poudarjala to vpetost svetovanja skozi ta življenjski kontinuum in mislimo, da je v tem svojem pristopu edinstvena.